Takole, pa poglejmo, kaj narediti na kalkulatorju. Najprej tretji koren 8. Tretji koren 8 lahko računamo na pamet. In bomo preizkusili na kalkulatorju, če je to res. Najprej ga poskusimo na pamet. Katero število moramo dati na 3, da dobimo 8. In to je število 2. 2 krat 2 krat 2 je 8. Se pravi, da je tretji koren je točno 2. Zdaj pa poskusimo to na kalkulatorju. Takole. Najprej moramo določiti, da je to tretji koren. Pogledamo tipke. Zdaj nekateri imajo posebej ločeno tretji koren, nekateri imajo pa tipko, kjer lahko katerikoli koren. Recimo, da bomo zdaj šli s posebej tipko. Najprej, ker je tale tukajle, če vidite, ne vidite, bom potem obkrožila. Se pravi, tule najprej Shift pritisnimo, to je v zgornjem kotu, in potem gremo na tretji koren, ki piše nad tipko, potem pa 8 vtipkamo in je enako. In dobimo 2. Tako. In res. Se pravi, tale metoda je šla. Gremo na naslednjega. Peti koren 7. Zdaj pa ta tipka, ko ima tretji koren gor, ni več dobra. Tule pa vidimo, da je možnost tipke, kjer lahko vnesemo in korenski eksponent in kar je pod korenom. Pravi, to tipko bomo nekako mogli priklicati. Prikličemo jo z Shiftom. Ampak, ker se najprej vpiše korenski eksponent, to vidite po tistem, ko je tako bolj utemnjeno, je prav, da najprej napišemo 5 in zdaj ta bo na korenu gor, ne? In damo Shift, potem damo pa to tipko s korenom. Shift damo zato, da prikličemo tisto, kar piše nad tipko. Potem pa število 7 in je enako. To je pa zdaj 1,47, se pravi, to je pa zdaj 1,476, recimo lahko zaokrožimo. Koreni so realna števila, to pomeni, da niso nekako končna. Navadni koren iz 14. Navadni koren iz 14 se pa najprej lahko kar tipko za koren napišemo in pa 14 je, ta ni težek, ne. Poglejte, ta je zdaj meni natančno izpisan, zato jaz moram dati menjavo med s in d, da mi da decimalno številko, a ne. Vsi kalkulatorji imajo, tisti, ki simbolno računajo, tudi to možnost, da prestavite. 3,74, tako. In še zadnja številka, šesti koren iz 503. V resnici tukaj pravzaprav nismo nič v dilemi, a ne. Damo zdaj najprej šestko, ker je na korenu, potem Shift, da dosežemo tole gor, a ne, kar je rumeno, potem tipko koren in pa 503. To pa zdaj je enako in dobimo 2,82. Tako, vsak kalkulator ima ene svoje posebnosti. 2,82. Torej, vsak kalkulator ima ene svoje posebnosti. Zdaj, večinoma teh Casio kalkulatorjev, a ne, so podobni. Sharpovi imajo včasih kaj malo drugače, tipke so različne, recimo namesto, da bi bila napisana takole X pa kvadratek gor, a ne, tipka pa potem tudi koren, pa so ti kvadratki gor. Lahko imate tako tipko. Za potenco je tak univerzalni znak taka strešica. Mogoče imate potem tudi, lahko imate takole X na Y, pa potem koren z XY tu. Tukaj je včasih lahko tudi X ulomljeno z 1Y. Različne kombinacije teh tipk so. Najlažje to pogledate v kakšnih navodilih za kalkulator, a ne. Če imate pa kdaj kako vprašanje, lahko pa tudi date v komentar
ali pa mi pošljete na mail. Tisti, ki pa ste moji dijaki, pa tako ali tako lahko vprašate pri pouku, ne. Zdaj smo že nazaj in se učimo normalno. Tako da, to delamo zdaj vse v živo. Dobro, to je bil kalkulator, pa gremo naprej na pravila korenjenja. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!